Gospod Jaklič, po današnjem nastopu predsednika vlade pred poslanci ni v resnici nobenega dvoma več. Predsednik vlade je, kljub opozorilom podjetnikov, obrtnikov, odločen, božičnica bo izplačana še letos, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Še preden se je dialog na ekonomsko-socialnem svetu začel. Ja, očitno je danes v svetu in tudi pri nas vse mogoče, čeprav je še tako presenetljivo. Ampak najprej predlog za ljudi ni dober. Zakaj ne? Mogoče v decembru ja, mogoče v decembru za tiste z manj prihodki ja, že januarja in kasneje pa absolutno ne in še posebej ne za premožne. Če gremo z nekaj dejstvi. Ta predlog pomeni 700 milijonov dodatne proračunske luknje, 120 milijonov pomeni za javne uslužbence, 250 do 300 z naslova manj pobranih davkov, to je ocena, mislim, da kar konzervativna z vladne strani in potem še približno 350 milijonov za upokojence. To dvigne naš proračunski primanjkljaj iz približno 3% na 4%. Zdaj to malo tako zveni, ampak 4% pomeni, da te začne mednarodna finančna skupnost in tudi Evropska komisija zelo podrobno spremljati, gledati, ti lahko tudi otežuje ali pa draži zadolževanje. Namreč mi se s tem ukrepom zadolžujemo. Potrebno je vedeti, da politika ne deli svojega denarja, ampak deli naš denar. Iz bodočih proračunov bomo odplačevali vse te dolgove. Treba je tudi vedeti, mogoče z nekim opozorilom, za teh 700 milijonov bi mi postavili lahko 2 univerzitetna klinična centra. Nova, sodobna, ki jih bomo slej ko prej potrebovali, že davno potrebujemo najmanj 10 let, da bi lahko se normalno zdravili, ko smo na tem za tiste najhujše bolezni. Prihajajo nove zadeve, kot je vojska žal, kot je energetika, kjer bo treba ogromno investirati, zeleni prehod, boljši zrak in tako naprej. Se pravi, vse stvari, ki bodo že srednjeročno lahko pozitivno vplivali na naše življenje, lahko pa tudi zelo negativno. Potrebno je tudi to vedeti, da v ta proračun največ prispeva davek na dodano vrednost. Približno 40%. In tega davka proporcionalno, oziroma bi rekel, to je davek, ki je po naravi regresiven. To pomeni, da tisti z najmanj denarja največ plačajo. Namreč vsi plačamo seveda enako na štruco kruha davka, ampak tisti, ki ima manjše prihodke, plača precej več relativno kot pa tisti kot visoke. Ampak pravite, če sem vas prav razumel, da tisti, ki imajo manj, da to v resnici bo dobro samo decembra, potem pa ne. Ampak retorika predsednika vlade, Roberta Goloba, je drugačna. On stvari postavlja čisto v drugačen koncept. Danes je poslancem parlamentu dejal, prišel bo predlog v državni zbor in jaz verjamem, da boste takrat lahko pokazali, do koga vam je. Ali do ljudi, ali do redkih posameznih premožnih Slovencev. A se bodo zdaj poslanci res odločali o tem, ali so za delavca, ne vem, zaposlenega ali za nekaj bogatih oziroma premožnih Slovencev, ne? Poglejte, tu sploh ni igra oziroma vprašanje premožnih Slovencev. Že sama vlada je dokazala, da zelo težko obdavči premožne, zelo težko obdavči premoženje. Zakaj niso na to temo kaj naredili? Bi lahko kar precej naredili. Niso nič naredili. Premožni se, lejte, veliko laže kot midva ali pa kakšni še manj premožensko situirani izognejo vsem tem davkom. In zdaj, če samo v dejstvih se pogovarjamo, dodana vrednost je tista, iz katere si lahko izplačujemo plače in pa dobičke. Zadnjih 10 let, če samo pogledamo, je Slovenija v vrhu po deležu, koliko plače znesejo v izplačilu iz dodane vrednosti. Se pravi, gre za dobičke relativno malo. Iz dobičkov seveda se lahko izplačujejo tudi dividende, se pravi, se izplačujejo lastnikom. Tista razvojna podjetja, tudi razvojne družbe, pa to investirajo. In res je, tisti mali delež dobičkov se pri nas v zelo veliki meri izplačuje kot dividende. In tu prednjačijo naše borzne družbe in še posebej tiste večje družbe, zelo pogosto v nemenjalnem sektorju, kjer je solastnik tudi vlada. Ampak vlada verjetno želi, in tu je tudi neka sprega potem z zasebniki, ki želijo čim prej potegniti ven, ne pa vlagati v neke dolgoročne naložbe, investicije, ker zopet na nek način krije sicer z mehkim denarjem tiste proračunske primanjkljaje, ki so vse večji. Ni samo proračun, so seveda tudi
socialne blagajne, pokojninska blagajna. Morate vedeti, da pokojninska blagajna se bliža strukturnem deficitu 2 milijarde in te 2 milijarde pokriva proračun. Se pravi, davki, tudi nova pokojninska blagajna ne naslavlja tega deficita, ki se seveda zaradi demografije in še česa kar naprej povečuje. Tako da ne vem, kaj nas to pelje. Lahko bo že hudo, že januarja, februarja. Zdaj, če se seveda ta ruska roleta Golobu izplača, da bojo ljudje ostali zadovoljni do volitev, mogoče. Ne bom presenečen, ampak običajno pri takih stvarih je, da so ljudje momentalno lahko zelo zadovoljni, ampak to ne dviguje kakšne večje zavzetosti oziroma nekega dolgoročnega zadovoljstva. Ampak dajmo pogledati, kaj je o podjetnikih in izplačilu božičnice na kongresu stranke povedal Robert Golob. In meni je prav žal za vse direktorje, za vse lastnike zasebnega kapitala, ki jamrajo, kako jih bo božičnica za njihove zaposlene uničila, no države ne bo uničila. In dokler je Svoboda na vladi, bo poskrbela, da bo svoje ljudi v javnem sektorju ustrezno motivirala in nagradila. Zato, ker je to tisto, kar edino lahko vleče naprej. Kako komentirate to izjavo Roberta Goloba? Zanimiv je ta del, da bo s to božičnico nagrajevala svoje ljudi Svoboda oziroma vlada v javnem sektorju. Poglejte, država živi od podjetij, od davkov, se pravi od tistih, ki delajo. Seveda svoje prispeva javni sektor, še posebej, če dela kakovostno. Prispeva k ustvarjanju bruto domačega proizvoda. Največji del našega bruto domačega proizvoda prihaja iz mednarodne konkurenčnosti. Več kot 80%, smo majhna družba. Lokalno domače povpraševanje, kar bo tak ukrep stimuliral, je zelo malo. Večji delež bi morale biti investicije. Mi v zadnjih letih močno padamo pri investicijah, se pravi, si režemo vejo te mednarodne konkurenčnosti. In seveda država kot tako ne propade, kot kakšno podjetje ali pa posameznik, ampak imamo primere Venezuele, pa Argentine, pa Grčije še nedolgo nazaj in tako naprej. To pomeni, da pademo pod neko prisilno oblast tistih, ki nam posojajo, ki nam bodo seveda govorili, v kaj bomo vlagali, kako bomo vlagali in tako naprej. To smo na nek način že doživeli v tistih letih 2009-2013 in gotovo se lahko ta zgodovina tudi ponovi. V hujši obliki. V hujši obliki. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala lepa.